Potem, ko je vlada Janeza Janše spomladi svetu že predstavila neverjetno inovacijo, vladno komisijo, ki to isto vlado preiskuje, je opozicija zdaj ustanovila še svojo. Ta bo poleg vladnih spomladanskih nakupov preiskovala tudi ustreznost trenutnega delovanja vlade. Dajmo poslušati, kaj očitajo v opoziciji. Pride en govorec, govori na en način, pride drugi govorec, demantira prvega, tretji pravi celo, da tisti nima prav, da bi mogli drugače. Jaz vidim, da je velik kaos v notranjosti, ta kaos, ki se dogaja zdaj noter, je očitno, da ne obvladujejo situacije. Ja, res je. Situacija je res zmedena, ko še najbolj zmeden poslanec Bandelli deluje, da ve, o čem govori. Poleg zmedenega komuniciranja o čedalje ostrejših ukrepih pa se vlada bojuje še z očitki, da sama teh ukrepov ne upošteva. Jaz ne vem zakaj. Zakaj? Ker je COVID pozitiven minister Logar med čakanjem na rezultate vmes šel v galerijo. Človek je pač kulturen, kaj? In ker je karanteno kršil tudi minister Koritnik, zato da je šel v lepotni salon. Gospod Koritnik, pač ta neki nase. Ali je bila pa ženina ideja, pa je pač copata, ne vem. Vsi vemo, da je ženo treba ubogati, ne? Tako kot moramo ubogati največjega zagovornika nošnje mask gospoda Kreka, ki so ga slučajno zasačili, ko na Petrolu ne nosi maske. Gospod Krek pač ve, da bencin butne sam, če ne nosiš maske. Direktor NIJZ se sicer brani, da je bil preveč utrujen, da bi nosil masko. Verjetno zaradi vseh hlapov, jaz ne vem. Kakorkoli že, res ne razumem vsega tega obsojenja. Še posebej, ker je pravila samoizolacije kršil tudi gospod Šarec. Pogled, kako se je odzval na očitke. Ostaja pa poanta, da nisem član vlade, ki drugim zapoveduje, sama krši. Sam nikoli nisem rekel, da ne delam napak. Res je, gospod Šarec ni nikoli rekel, da ne dela napak. Je v preteklosti vsekakor večkrat namignil, da jih delajo babe. Napake pa je, kot vse kaže, dela... Kva ploskate? Kure! Kure! Napake pa je, kot vse kaže, delalo celo tisto brezmadežno bitje, za katero bi dal roko v ogenj, da jih ne bo nikoli. Režija? Tudi sam sem bil v tem primeru soočen s tem, ali bom tekel z masko ali brez maske. Sem se pač odločil, da z masko pri svojih letih res ne bom tekel in se še dodatno obremenjeval na tak način. Saj me bo še kap. No, moram verjeti, gospod Kacin je naznanil, da je kršil predpise s tem, ko je tekel brez maske. To je skoraj tako neverjetno, kot če bi gospod Krek naznanil, da je tekel. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.